In rekel je svojim učencem: Ni mogoče, da bi pohujšanja ne prišla, toda gorje tistemu, po katerem pridejo. Bolje je zanj, da mu obesijo mlinski kamen na vrat in ga vržejo v morje, kakor da pohujša enega od teh malih. Varujte se. Če tvoj brat greši, ga pograjaj, in če se skesa, mu odpusti. Če greši 7-krat na dan zoper tebe in se 7-krat na dan obrne k tebi ter reče, kesam se, mu odpusti. Apostoli so rekli Gospodu: Pomnoži nam vero. Gospod pa jim je dejal: Če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej murvi, izruj se s koreninami vred in se presadi v morje, in bi vam bila pokorna. Kdo izmed vas bo svojemu služabniku, ki orje ali pase, dejal, ko pride s polja, pridi brž in sedi za mizo? Mar mu ne bo rekel, pripravi mi kaj za večerjo, prepaši se in mi strezi, dokler jem in pijem, nato boš ti jedel in pil. Se mar zahvaljuje služabniku, ker je naredil, kar mu je bilo ukazano? Tako tudi vi, ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite, nekoristni služabniki smo. Naredili smo, kar smo bili dolžni narediti. Ko je potoval v Jeruzalem, je hodil med Samarijo in Galilejo. Ko je prispel v neko vas, mu je prišlo naproti 10 gobavih mož. Oddaleč so se ustavili in na ves glas govorili: Jezus, učenik, usmili se nas! Ko jih je zagledal, jim je rekel: Pojdite in pokažite se duhovnikom. In med potjo so bili očiščeni. Ko je eden izmed njih videl, da je bil ozdravljen, se je vrnil in z močnim glasom slavil Boga. Padel je na obraz pred njegove noge in se mu zahvaljeval. In ta je bil Samarijan. Jezus pa je odgovoril: Mar ni bilo 10 očiščenih? Kje pa je onih 9? Ali ni bilo nobenega drugega, da bi se vrnil in počastil Boga, razen tega tujca? In rekel mu je: Vstani in pojdi, tvoja vera te je rešila. Ko so ga farizeji vprašali, kdaj pride Božje kraljestvo, jim je odgovoril: Božje kraljestvo ne pride tako, da bi zbujalo pozornost. Tudi ne bodo govorili, glejte, tukaj je, ali tam je, kajti glejte, Božje kraljestvo je med vami. Učencem pa je rekel: Prišli bodo dnevi, ko boste želeli videti enega izmed dni, Sina človekovega, pa ga ne boste videli. In govorili vam bodo, glejte, tam je, ali glejte, tukaj je. Ne hodite tja in se ne zaganjajte za njimi. Kakor namreč blisk posveti od enega konca neba do drugega, tako bo Sin človekov na svoj dan. Prej pa bo moral veliko pretrpeti in biti zavržen od tega rodu. Kakor je bilo v Noetovih dneh, tako bo tudi v dneh Sina človekovega. Jedli so, pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe v ladjo in je prišel potop ter vse pokončal. Podobno bo, kakor je bilo v Lotovih dneh. Jedli so, pili, kupovali, prodajali, sadili in zidali. Toda na dan, ko je šel Lot iz Sodome,
sta padala z neba ogenj in žveplo in vse pokončala. Tako bo tudi na dan, ko se bo razodel Sin človekov. Kdor bo tisti dan na strehi, svoje stvari pa bo imel v hiši, naj ne hodi dol, da bi jih vzel. In kdor bo na polju, naj se ne obrača nazaj. Spomnite se Lotove žene. Kdor bo skušal rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa ga bo izgubil, ga bo rešil. Povem vam, tisto noč bosta dva na eni postelji. Eden bo sprejet, drugi puščen. Dve bosta skupaj mleli. Ena bo sprejeta, druga puščena. Odvrnili so mu. Kje bo to, Gospod? Rekel jim je: Kjer je truplo, tam se bodo zbrali jastrebi.